komu verjeti, kaj je znanje, kaj je vednost, kaj je moč dvoma. Ali pravzaprav želimo vedeti tisto, kar nas bo bolelo. Ali nam lahko vednost, recimo, omogoča lepše življenje, ali nam lahko pravzaprav življenje poslabša. Vsa ta vprašanja naslavljam v tej novi knjigi, kjer se sprašujem v bistvu, zakaj ljudje, čeprav trdimo, da želimo recimo marsikaj vedeti, najdemo cel kup načinov, da si zatiskamo oči. In francoski psihoanalitik Jacques Lacan je izumil to besedo strast do nevednosti. Ta izjava je izhajala iz budizma, ampak ta psihoanalitik je opazil, da mnogi pacienti prihajajo k njemu z željo vedeti, recimo, kaj je za njihovimi travmami, težavami, potem so pa naredili vse, da ne bi vedeli. In v knjigi poudarim, da živimo v času, ki pravi, da smo na znanju temelječa družba, ampak strukturno obstaja veliko načinov, kako družbe, korporacije, politika preprečujejo ljudem priti do nekih informacij. Recimo imamo celo vrsto zaščitnih zakonov, tudi v znanosti težko pridemo recimo do nekih znanstvenih člankov. Na osebni ravni pa analiziram to v našem življenju, recimo, ko se soočamo s travmatičnimi izkušnjami, vezanimi na zdravje, na vprašanje vedeti ali ne, kaj je v našem telesu, recimo, kaj se dogaja z našimi geni, kaj je v naših možganih. In poudarim tudi, da recimo ljubezni ne bi bilo brez neke nevednosti. V zaključku knjige se ukvarjam z vprašanjem tudi tega trenutka lažnih novic, teorij zarote in vprašanje v bistvu, kako pomembno je ohranjati dvom. Dvom pa najlažje ohranjamo z branjem. Zato je na nas, posameznikih, da poskušamo sami s pomočjo knjig najti čim več informacij, da pravzaprav ohranjamo dvom, ampak ko pridemo do nekega znanja, ki je utemeljeno na raziskavah, da v bistvu takrat se borimo proti recimo teorijam zarote s tem, da se vseeno identificiramo z nečim, kar je bilo dokazano. In znanost sama vztraja na pomenu dvoma. Ampak to ne pomeni, da na neki točki ne pride do nekega konsenza, da določene teorije delujejo so bolj utemeljene v dejstvih kot druge.